Živijo. Moj današnji gost je hacker, pa ni kriminalec. Ne, tule je strast. Ker moraš biti strasten, ker če nisi strasten, pa ne moreš pohekati tiste aplikacije. Je nekdo, ki podjetjem pomaga razumeti, kako razmišljajo hekerji. Dejansko se moramo mi predstaviti v čist mentaliteto pravih hekerjev. Treba se zavedati, da hekerji grejo tja, kjer je denar. Pionir etičnega hekerstva v Sloveniji. Etični hekerji imamo za hekanje dovoljenje, torej license to kill. Moj današnji gost, game changer, je Milan Gabor. Me prav zanima, kako varen je tale moj vedno v internet povezan avto. Recimo večinoma hekov avtov je bilo prek entertainment sistema. Samo obrne volan, pa po bremze stisne in ti ni. Pa še to, dajte tisti zvonček uklikati, pa se naročiti na YouTube, boste direkt notification dobivali, ko bo nov video objavljen. Uživite v najni vožnji. Po mojem bo zabavno. Čau. Živijo. Kako si? Sorry za zamudo. Ni problema. Akcija. Kako bi želel, da te ljudje v poslovnem svetu prepoznavajo? Tako kot me drugače, kot etičnega hekerja. Tako bi sem te jaz napovedal? Pa najverjetneje nekaj v zvezi z etičnim hekerjem. Ok, ampak zakaj si game changer? Mogoče zaradi tega, ker smo začeli tale etični hacking malo bolj reklamirati. Kakšna je razlika med hekanjem in etičnim hekanjem? Ja, čisto enostavno razlika je ta, da etični hekerji imamo za hekanje dovoljenje, torej license to kill. Tisti, kateri nas naročijo, nekako nam dovolijo, da te njihove sisteme preverimo. Dejansko se moramo mi predstaviti v čist mentaliteto pravih hekerjev. A obstajajo tudi kakšni etični roparji, tako kot pridejo v banko naročeno rop narediti? Da bi etičnega roparja ali pa poštenega roparja videl, še ne. Ali pa vlomiti v avto? Tesla pa tile najemajo oziroma so predmet kakšnih tekmovanj, kjer ga pripeljejo prav ti proizvajalci in tisti, ki ga sekajo, dejansko dobijo tudi dober denar. Mislim, da je Tesla glih prejšnji mesec izplačala 10,000 evrov enemu, ki je našel ranljivost v njihovih SQL servisih, ker niso bili po-updatani. No, se res tole, tale avto sam voz, a ne? A už volan sam obrača, radarski tempomat ima, ampak je pa obenem tudi skozi 24 ur na dan povezan v internet. Koliko so mi do zdaj ogrožena? Imaš USB? Ja. USB ključek, kam vtakniti, ne? Recimo večinoma hackov avtov je bilo prek entertainment sistema. Si ponavadi lahko na CAN bus, torej skočil na upravljanje avtov, ker so bili povezani, ne? In pol si recimo lahko malo volan obračal ali pa malo za bremzo, ne? Samo obrne volan, pa po bremze stisne in ti ni. Konc, game over, ne? In tole so dokazali na večjih avtih, da se je tole dalo delati in hacknili so jih prav prek entertainment sistema, ne? Kako odkrijejo večino hekerjev? Ponovadi jih najdejo zaradi tega, ker postanejo neprevidni. Kdo bi rekel, da je svetovno najbolj poznan heker? Jaz bi rekel, da tisti najboljši hekerji jih ni na sceni, ne? Imamo pa nekatere druge, recimo kateri so tudi famous, pa hodijo po konferencah, pa jih razlagajo tako, kot vdirajo banke, pa na kak način so odnesli te stvari. Jaz bi rajši tule slovenske hekerje vzel nekaj. Ki jih tudi niso najdeli, recimo, zdaj je bilo grozno nekih milijonov bitcoinov pokradenih. Ja, teh niso našli. A se je to odkrili, kdo je to bil? Ne. Pri bitcoinih lahko ti spremljaš transakcije, ne? Dejansko vidiš, kam gre tale denar, na katere naslove se steka, pa jih vseeno ne moreš najti, kdo stoji za njimi, ne? Jaz bi špekuliral, da je to skoraj mogel nekdo od znotraj biti. Ja, dostkrat je ponavadi inside jobi so, ali pa res občutek, da te nišče ne more pohekati, ali pa da si res ultimate god. Kje pa pol ta meja, banka ti ponuja, ne vem, milijon, ti pa vidiš, da jih 10 odleseš. Enkrat pri eni, banki je bilo zanimivo, glih tole vprašanje se je pojavilo. In ko me je tole vprašalo, sem jaz sam povedal, veste kaj, jaz rajši mirno spim. Kako veš, da med svojimi sodelavci ne vzgajaš nekoga, ki bo potencialno enkrat prestopil kakšnim on the dark side? Ja, večinoma, ljudi, katere smo dobili, smo jih dobili po recommendationih. Vsi so preverjeni strani ministrstva, imajo dostop do tajnih podatkov, ker če človek ne more pridobiti dostopa do tajnih podatkov, veš, da je lahko. Se pravi, že država ga je nekako akreditirala. Ja. Koliko si? A tudi to skrivnost? Med 5 in 10. Občutiš tudi sam kakšne take hekerske napade zaradi tega, ker so on the other side? Mislim, napadi potekajo non-stop. V veliki večini primerov so taki, ki streljajo vse povsod, ne.
definitivno pa smo lahko zanimiva tarča. Saj recimo naša poročila, ki jih pripravljamo, ali pa pregledi za stranke, so kuharska knjiga, kako jih pohekati. Daj podjetje prvič naroči tvojo storitev? Veliko večino stvari opažamo takrat, ko so odmevni kakšni hekerski vdori. Doskrat pa pridejo takrat, predno grejo live v produkcijo. Daj bi dal pa ti recimo napotek enemu podjetju, da začne razmišljati o tem? Jaz bi, ko začnejo razmišljati o sami aplikaciji po produktu. Tule vidimo, da strošek tisti, če bi začel razmišljati o varnosti že na začetku, je bistveno manjši kot pol, ko moraš cel software rewritati. Narediš neko aplikacijo in jo pol tik predno jo daš v javnost, daš preveriti, takrat je že najverjetneje lahko tudi prepozno. Ker recimo imeli smo primere, ko smo mi povedali stranki, najboljše je tole, da vi kar vržete v stran, pa na novo napišete. Kadar te naročnik nek najame, mora on to zelo diskretno narediti, ne sme se po firmi vedeti, da so te najeli. Odvisno. Tule je več načinov, nekateri, zdaj, če sodelujemo z IT oddelkom, bolj kot ne, tudi IT-jevci vejo. V določenih primerih pa sodelujemo tudi direktno z upravo, katera ne pove IT-jevcem, da bo se nekaj takega delalo. Zakaj? Ker hočejo preveriti tudi to, koliko se pa oni odzivajo na takšne incidente. Ker pa je tu dejansko ni sam hack, ampak je še danes tudi mitigation, tudi PR, kako se bojo odzivali. Razumem. Verjetno te vežejo razne NDA-je pa tako naprej. Se pravi, največje stvari, največje dosežke svojega dela moraš ti zamolčati. Mislim, problem za ego. Pa ni toliko problem za ego, ker vseeno na koncu ti veš, kje si bil. Dejansko nekatere stranke pol tule tudi te stvari dosti šerejo med sabo. V tem communityju oziroma v tem krogu pač narediš impression, oziroma vejo, česa si sposoben. Ampak jaz sem recimo v spominu zdaj vzel Slovenijo, samo ta Nice Hash. Nič od tega tradicionalnega biznisa nimam v spominu. Lekarna Ljubljana. Lekarna Ljubljana, sredstvo lansko leto. V tem se samo oni niso mogli več delati. Tudi nisi mogel dobiti recepta. Kaj zdaj, če ti ima rabiš kako zdravilo? Kako da se v bankah, zavarovalnicah, družbah za upravljanje nič ne govori, nobenega škandala. A so toliko safe, ali je možno, da se tukaj veliko teh stvari zamolči? Tale stopnja zavedanja njihova o informacijski varnosti je bistveno više, ker recimo jih tudi regulativa sili na to. Jaz verjamem pa, da so kakšni primeri ali pa kakšni incidenti, ki pa ostanejo pod tem radarjem. Mislim, tako je. Jaz sem pristaš tega, da se pač tudi take informacije, kljub temu, da niso preveč PR dobre, pošerajo, ker lahko so isti napadalci ponavadi še pri kakšni drugi firmi. A se jaz narobe predstavljam, da ljudje, ki se s tem bavite, da ste nek community tudi. A se je ta community tudi za hobi med sabo malo heka, da se tako pač, izobražuje, dobivajo nove skille in tako? Jaz bi rekel, da se malo bolj na teh skillih pridobivajo na kakšnem Capture the Flag ali pa takšnih podobnih tekmovanjih, ki so prav namenjena hekanju. Ampak kakšno znanje imajo te ljudje ali pa morate imeti vi, ki to delate? V prejšnjem življenju sem jaz bil programer, pa sem enkrat imel dovolj in sem pač svično. Sem rekel ženi, da bom pustil službo in da bom šel na svoje. Kje se tega naučiš? Na faksu definitivno ne. Trenutno je zelo veliko pomanjkanje security strokovnjakov. Zdaj smo se odločili, da dejansko mi sami izobražujemo tam študente višjih letnikov na kakšnih počitniških šolah. Ampak kaj pa rabi imeti nekdo neko izhodiščno znanje, preden lahko pride do vas? Vsekakor zelo koristno je, sploh če napadajo aplikacije, spletne aplikacije, fajn, če je nekdo programer bil. Če se na omrežnem nivoju, recimo hacka, pol je dobro kakšne omrežne tehnologije. A ti odkrivaš same ranljivosti, pa jih preprečuješ napade, ali te tudi kdaj na pogorišče pokličejo? Tudi prijemo kdaj. Veliki večini primerov nas pokličejo za forenziko, ko hočejo zvedeti, na kak način so vdrli not. Torej ne čist forenzičnega postopka, recimo, ki bi zdržal na sodišče, recimo tega se mi ne izvajamo, ker imamo v Sloveniji dosti boljših forenzikov od nas. Delamo pa, mislim, smo pa imeli kar nekaj caseov, v katere smo prišli, so jih ali pokradli ali vdrli in smo našli pot, po kateri so pač hackerji prišli not. A pa država ima ta kader, ki ščiti infrastrukturo, ne vem, jedrska elektrarna, zdaj smo to začeli matrati. Država se definitivno ubada z istim problemom kot mi, torej s pomanjkanjem kadrov. Pa treba vedeti, da ti sistemi, recimo tudi kot si nuklearko omenil, ker miljenje nuklearke je pač ločeno od zunanjega sveta. In tudi za druge energetske sisteme so ponovadi tile sistemi malo drugače, še bolj zaprti. A so ljudje, ki pri tebi delajo, ker to so pač ultraspecialistični strokovnjaki, ki so pač dobili znanje, tukaj so oni partnerji podjetja tudi, ali so samo pač zaposleni? Ne, trenutno so zaposleni. In kaj zadrži jih pa to, da imajo challenging?
projekte. Poskušamo jim dati, da imajo dovolj challenge-ov, da ne premišljujejo karkoli drugega. Daj mi še razloži, kaj je recimo taka glavna motivacija, no, za enega takega človeka. Vprašanje je odvisno, ne? Ker vsakega pač nekaj drugega motivira, ne vem, nekatere gadgeti, nekatere plače, nekateri challenge. Daj mi povej, kaj bi mogel vsak posameznik vedeti, da se zaščiti, kolikor se lahko? Ok, prvo kot prvo, update, ne? Ko naslednja stvar, vsekakor antivirusni program, kljub temu, da nekih specifičnih... Če imaš Apple, ne moreš dobiti virusa. To je pa prepričanje. Ja, Apple je v zadnjem času, oziroma v zadnjem letu, statistika kaže, da je bistveno več malwarea kot pa za Windows novega. No, ampak kako bi ti enemu laiku razložil, kako izgleda hekerski napad? Ja, v veliki večini primerov se vedno začne z neko ali priponko. Priponka po mailu, ko ti pride. Priponka po mailu, katero je odprl, seveda prej. In pa se sproži neka skripta. Neka skripta ali pa neki exploit ali pa neka ranljivost. Tako odvisno je tudi od tega, koliko zelo pomembna tarča si. Ne? Recimo za te nižje tarče se uporablja neki generični, za tiste ta više pa ni problem dati $1 milijon ali pa $250,000 za nek exploit, ki ga ni še v javnosti, ki ga še Microsoft ali pa Apple ni popravil. Ne? In tudi na črnem trgu te ranljivosti se kupujejo. Če bi našel neko luknjo v iOS-u, so podjetja na tem trgu pripravljene plačati tudi do $2 milijona, zato da njim prodaš ranljivost, katero si našel, ne pa Apple. A je to kaznivo dejanje? Kaznivo po moje ni, ne? Je pa etično pa ni. V kakšne naprave vse se pa naredijo hekerski napadi? Zdaj skozi neke strežnike predstavljam. Dejansko ni stvari, katere pač ne bi targetirali. Ne? Zdaj, če vejo, da hrani tiste pomembne podatke sam na telefon in nikjer druge, pol targetirajo telefone. Ne? In telefoni pa ta sploh fragmentacija, recimo androidnega sveta, pa ne updateni sistema ali pa kakšnih starejših telefonov, ne, si en SMS pas na telefon. Treba se zvedeti, da hekeri grejo tja, kjer je denar. Razumem. Da mi povej, kdo so tvoje stranke? A ne smeš? Next question, please. Next question. V veliki večini primerov so tole finančni sektor, utility, državni sektor tudi pač delamo. Ne. Je pa v zadnjem času dost srednje pa malih podjetij. Tule je lepo videti, da se stvari začele tudi izboljševati. Na rezultatih, katere smo mi dobili v teh zadnjih pregledih, smo našli kar nekaj kritičnih pomanjkljivosti, tako da če gledamo, se s tem tudi izboljšuje varnost celotnega tega ekosistema, torej spletnih aplikacij. Ja, razumem. Kdo bi pa po tvojem mnenju še mogel koristiti tvoje storitve, pa se danes tega ne zaveda? Segment, v katerem nimamo priložnosti, pa niso recimo zdravstvo eno taka stvar. Tam ni toliko denarja. Spet, da bi... Ja, ampak so pa zelo zanimivi podatki, ker recimo ti, če dobiš podatek, da imaš te pa te bolezni, lahko hekeri izmislijo zelo zanimive načine, kako še kaj z tebe zadvoni. In v kakšen poslovni odnos pa pol stopate s podjetji? Ta odnos je permanenten, a to je one time shot? Nas je tako, da mi imamo veliko one time biznisov. Ne? Je pa res, da imamo dost strank, ki prihajajo pol nazaj k nam. Ne? Po eni strani je tudi nam fajn, ne? Ker če ti 3 leta pregleduješ bolj kot ne ene iste aplikacije, jih imaš dovolj, ne? In si pač novih challenge-ov želiš. Kje imaš podatke v svojih strankah? Pri sebi. V Google Docsu? Ne, v mojem oblaku. Tvojem oblaku? V mojem oblaku. Ste tako zadržani, da tudi recimo ne bi vzel mojega hotspota zdajle? Tvojega hotspot bi vzel, pa čist ne zaradi tega, ker ti zaupam, pa karkoli, ampak ker kakor hitro se bo moj telefon povezal na tvoj hotspot, bo prva stvar, katero bo naredil VPN k meni. Torej, tudi če karkoli vidiš, ne boš videl. Videl boš samo en tunel, kater leti in nič drugega. A je dobičkonosen posel to, kar vi delate? Jaz vem, da obogateli ultra ne bomo, ker več bi dobili, če bi šli na drugo stran. Vse pa imamo zelo fajn in recimo lahko nudimo ljudem, da se igrajo zelo zanimivimi stvarmi non-stop. Pri tebi ne more dobiti nekdo službe, ki mu to ni hobi? Ne, tule je strast. Jaz vedno pravim, tule je prvo vprašanje. Ker moraš biti strasten, ker če nisi strasten, pa ne moreš pohekati tiste aplikacije. Dejansko, ali pa sistema, ali pa človeka na koncu. Kaj zate je asociacija na vrhunski produkt? Ko stranka reče, sicer so rekli za vas, da ste dobri, ampak mater ste dobri. Kaj je vrhunski marketing? To, da te stranka prodaja, še predno si jo dal končno poročilo naprej svojim kolegom. Kaj je zate asociacija na zadovoljno stranko? Mislim, enkrat mi je bilo zelo zanimivo, ko je stranka rekla, ne, da bo izbrali nas,
Zaradi tega, ker vidijo iskrice v očeh in klikerje, kje bi jih lahko pohekali. Mogoče je še pa ena stvar ta, ne? Ko se za tebe odločijo, kljub temu, da imaš višjo ceno kot konkurenca. Se verjetno ne rabim vprašati, koja je asociacija za dream business. Ne, to je moj dream business. Tega trenutno ne bi zamenjal za nič. Je kakšno vprašanje, ki bi ga sam sebi zastavil, ali pa kakšna poslanica za ljudi? Tako bom rekel. Jaz mislim, da bi vsak moral v sebi najti enega malega hekerja. Če bi našel kakšno stvar ali pa pomanjkljivost v eni ali aplikaciji ali sistemu, da bi ga tisti njegov inner hacker znal do tega, da bi recimo tudi kakšno tole ranljivost pol prijavil ali jo pa našel ali pa recimo s tem naredil naš digitalni svet malo bolj varen. Hvala ti. Prosim.